Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Volilno kampanjo, kot tudi povolilno dogajanje, bosta, kot vse kaže, predvsem zaznamovala dva politika, in sicer Zoran Janković z novo ustanovljeno stranko Pozitivna Slovenija in Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke Nova zvezda na političnem nebu, in nepogrešljiv sopotnik letošnjega predvolilnega dogajanja pa je postal Gregor Virant, ki utegne biti odločilen pri koalicijski aritmetiki. Gost nocojšnje oddaje Vroči stol je predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki mu ankete javnega mnenja še vedno dajo zmago na parlamentarnih volitvah. Dobro večer, gospod Janša. Dobro večer. Zdaj, nekako se je zdelo, da je praktično, pred volitvami, da je praktično zmaga že dobljena, da je konec že prej, ko so se zgodile volitve, ampak s tem zadnjim dogajanjem pa se je praktično vse spremenilo, z vstopom Zorana Jankovića in Gregorja Viranta. A ste pričakovali takšen razplet letošnjega finala predvolilnega dogajanja? Ne, takšnega razpleta nisem pričakoval, še posebej ne Viranta, vendar pa je bilo jasno, da bodo presenečenja potem, ko je vladna koalicija, ki je sicer na vladni ravni razpadla, imela je pa trdno večino še vedno v državnem zboru, pristala na predčasne volitve. Vedeli smo, da stvar ne bo takšna, kot je bila takrat, ko je bila izglasovana nezaupnica, ne samo na podlagi izkušenj v Sloveniji, ampak tudi na podlagi tega, kar se je dogajalo v kakšni drugi evropski državi v zadnjih 20 letih, ko je poražena levica ali pa tranzicijska levica vedno šla v neko prestrojavanje, pregrupiranje. Smo vedeli, da bo temu tako tudi pri nas. Sicer, če tega načrta zadaj ne bi bilo, tudi ne bi pristali na predčasne volitve. Ne bi pristali na predčasne volitve? Ja, ker oni so sami rušili lastno vlado. Manjkal je ta del scenarija. V bistvu cel čas nam je, vsaj tistim, ki se ukvarjamo z politično analizo oziroma s temi zadevami, je manjkal ravno ta del. A je bil že prej načrtovan ta nastop Zorana Jankovića, ali se je to zgodilo šele takrat, ko je praktično padla vlada? Torej, oba ta dva nastopa sta bila prej načrtovana, to je zdaj popolnoma jasno, ampak situacija je zdaj takšna, kakršna je, in s tem, zakaj se je nekaj zgodilo, se nima smisla ukvarjati. Zdaj, nekateri mediji tudi pravijo, da gre pri teh volitvah za obračun med vami in Milanom Kučanom. Kaj pravite na takšne ugotovitve? No, toliko, kolikor je medijev v Sloveniji, toliko bo različnih posplošenih interpretacij. Slovenska demokratska stranka in jaz, ki jo vodim, gremo na te volitve zato, da ponudimo Sloveniji pametne rešitve za situacijo, ki je pred nami, ki jo že živimo in ki je pred nami. Naslednje leto bo težko, ni pa nujno, da bo tudi leto zatem takšno. Potrebno je na realne izzive čas odgovoriti z realnimi odgovori. Mi smo 2 leti trdno delali na našem programu, nismo se ukvarjali s tem, da bomo zdaj porazili tega ali drugega, spremljali smo situacijo, kakršna je bila pri nas, bili smo potisnjeni nekoliko v kot. Tukaj so bili praktično cela ekipa, ki je vodila, po mojem mnenju, po rezultatih doslej najuspešnejšo slovensko vlado, ekipa, ki je vodila Evropsko unijo v času, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije. V tem času smo recimo svetovali Poljakom, naši člani, oziroma člani naše vlade so svetovali po Zahodnem Balkanu, marsikje. Danes je pa Poljska po svetu. Ne, Poljska je zvezda, v bistvu. Ne, Poljska je dokazala, da Poljska in moj prijatelj Donald Tusk je bil zdaj že drugič izvoljen za predsednika poljske vlade oziroma zmagal na nedavnih volitvah, je dokazal, da se da čez krizo tudi drugače, kot smo šli Slovenci, bistveno bolje, brez takšnega števila brezposelnih, brez recesije. Oni so bili pripravljeni prisluhniti našim nasvetom, ko je šlo za njihove priprave na predsedovanje, dočim v Sloveniji tega ni bilo. V Sloveniji smo pošiljali protikrizne predloge v parlamentarno proceduro brez upanja zmage.
več kot 200 takšnih ukrepov smo vložili, vse je bilo zavrnjeno. Zdaj pa v zadnjih dneh poslušamo gospodarstvenike, predvčerajšnjim tudi na Brdu pri Kranju, kjer je bil vrh slovenskega gospodarstva, ki zahtevajo tisto, kar smo mi 3 leta ponujali. Pa vladna koalicija tega ni sprejela, ker je šlo za neko arogantno zavračanje, če vse, kar boste vi predlagali, je slabo. Ta izključujočnost se je začela že takoj na začetku, ko je recimo gospod Pahor angažiral bivšega znanega ministra za svetovalca, kar je nepomembna funkcija pravzaprav v vladni strukturi, pa se je celotna leva politična in medijska scena ukvarjala s tem kot nekim največjim škandalom. V normalnih državah je to normalno, pri nas pa je bilo to takšen afront proti sodelovanju, da tega dejansko ni bilo in rezultati so pred nami. Pokorili so 8-9 milijard evrov, ne da bi s tem karkoli ustvarili in vračanje, samo plačevanje obresti za ta povečan dolg bo velik dodatni problem naslednje leto. Zdaj, pred dnevi je nastopil na nacionalni televiziji nekdanji predsednik Milan Kučan in ko je govoril o vladi in opoziciji, je dejal, da je pravzaprav da so ti referendumi in da je pravzaprav država bila v blokadi in za to blokado je odgovorna tako opozicija kot pozicija, mislim, da je pravzaprav, da ste vi državo blokirali, ampak da vlada ni blokirala sama sebe, čeprav je v veliki meri dala dovolj razlogov, da se je lahko to zgodilo. Kaj pravite na to? Ja, to je zelo zanimivo. V našem mandatu, ko smo bili mi vlada, opozicija ni bila odgovorna za nič. Predlagali so ravno tako referendume, vse živo. Predlagali so celo referendum o zavarovalnicah, hkrati s predsedniškimi volitvami. Vsi smo vedeli, da je to politična manipulacija, ampak pač takšna so pravila igre. Bil je legalen predlog in je referendum takrat bil. Nismo tega pošiljali na ustavno sodišče, pa se zgovarjali na politične okoliščine in vlekli iz rokava ali pa iz petnih žil neke slabe izgovore o človekovih pravicah pri zavarovalnicah. Ta koalicija je recimo razglasila odvetniške tarife za človekovo pravico in ustavno sodišče je potem prepovedalo referendum o odvetniških tarifah. Mimogrede, tega referenduma, ki se najbolj izpostavlja, to je referendum o pokojninski reformi, pa nismo predlagali mi, predlagali so ga sindikati, ki so večinoma iste politične barve, kot je bila vladna koalicija, pa se niti med seboj niso uspeli zmeniti. Če sindikati ne bi tega predlagali, vi ne bi v bistvu izpeljali te referendumske kampanje proti pokojninski reformi takrat? Ne, mi tudi nismo vodili te kampanje. Kampanjo so vodili tisti, ki so predlagali referendum. Mi nismo bili nosilci te kampanje. Smo pa imeli težave z tem zakonom, ki ga je vlada predlagala in smo imeli tudi boljše rešitve in smo jih predlagali. Mi smo bili pripravljeni zagotoviti celo dvotretjinsko večino v vladi in smo to javno ponudili. Če bi se v pokojninski sistem uvedel osebni pokojninski račun, tako da bi dobili pregledno stanje na področju pokojnin, kjer imamo danes vse mogoče. Ljudje, ki so plačevali polno delovno dobo ali pa blizu tega, dobivajo glavne mizerne pokojnine. Zraven so pa skriti 10 tisoči raznih privilegiranih ali pa tako imenovanih izjemnih pokojnin. Nekateri posamezniki si to zaslužijo, ampak večina ne. In to je vse skrito zdaj v enem paketu, zraven so razni dodatki, ki ne sodijo tudi če so upravičeni, ki ne sodijo v pokojninski sistem, ampak sodijo v socialne transfere. In tega predloga, ključnega predloga, da se pokojninski sistem očisti in da se ljudem zagotovi pregled na tem, kaj so vplačali in koliko od tega dobijo, niso sprejeli. Prav tako niso sprejeli našega poziva, pa tudi poziva nekaterih sindikatov, da se delovna doba dvigne selektivno, ker ni vseeno, ali nekdo delal 40 let v pisarni na Ministrstvu za okolje ali pa v Litostroju ali pa v metalni ali pa na gradbišču. Ni to isto in tudi ni isto delati 40 let, ni bilo isto delati 40 let v Sloveniji
v zadnjih 40 letih ali pa ne vem, na Švedskem ali pa na Danskem, ker imajo daljšo delovno dobo, ampak so imeli tudi 40 let boljši standard, 7-krat večje plače, v povprečju boljše dopuste, hodili so na Havaje, na počitnice, ne, njihov srednji razred. Pri nas pa so ljudje živeli in delali v težjih pogojih. Ne. Treba biti pošten, ne, ko se primerja te pogoje. Tudi danes ne, so plače pri nas bistveno nižje od tistih držav, s katerimi se nas hočejo primerjati, češ da imajo pa tam zdaj daljšo delovno dobo, daljša je življenjska doba, tam večji je standard, boljše so medicinske storitve, ker za to namenijo več denarja. Vlada pa je hotela to kar z nekim linearnim pristopom na vrat na nos, na silo, z macolo, brez socialnega dialoga to izpeljati in je bilo jasno, da to ne bo šlo skozi, tudi če bi cela opozicija, ne samo Ljudska stranka, podprla ta ponesrečen zakon, bi ga ljudje na referendumu zavrnili. Dobro, temu se bomo ukrepom, tudi pokojninske reforme se bomo vrnili, ampak vendarle tu se mi zdi, da sta z nekdanjim predsednikom Kučanom, ki je razburkal politično prizorišče v pogovoru za Večer, ko je dejal, da Borut Pahor po velikem zaupanju, ki ga je doživel ne samo v parlamentu, ampak nezaupanju, ki ga je doživel ne samo v parlamentu, ampak tudi v javnosti, pelje SD na volitve kot kandidat za predsednika vlade. Da to je bil tudi razlog, da se je pravzaprav pridružil predlogu za Jankovićev nastop na volitvah mimo SD-a. In zdaj je če bi Pahor mogoče bolj fleksibilno takrat vodil vlado, predvsem ko gre za taka krucialna vprašanja, bi se verjetno cela zadeva končala drugače. Mislim, hočem reči, da sta si v bistvu v nekaterih ocenah bivšega premijera podobna. No, jaz tako kot 20% slovenske javnosti nimam dobrega mnenja o vladanju gospoda Pahorja. Kljub temu je pa zdaj v zadnjih tednih izjemno težko poslušati tiste, ki so ga silili proti prepadu, ki so ga vedno, kadar se je on za trenutek ustal, pa ugotavljal, da bi šel naprej proti robu, z vsemi možnimi sredstvi porivali v hrbet, češ pojdi dalje. Zdaj so pa najbolj pametni o tem, kakšne napake da je delal. Sej, poglejte, ko je bilo nekaj signalov tudi z njegove strani, takrat, ko je začel mandat leta 2008, po sodelovanju, ko je v tistem nastopnem govoru v parlamentu obljubil, da bo nadaljeval našo politiko iz prejšnjega mandata, sodelovanje v okviru partnerstva za razvoj, in ko je dal na sejo vlade tudi tisti naš predlog, ki smo ga pol mi izdelali za sodelovanje, ker z vladne strani nismo nič dobili. Kdo je bil najbolj glasno proti? Ravno tisti, ki ga danes kritizirajo. Bivši predsednik je takrat rekel, vlada je za to, da vlada, opozicija pa naj čaka. Je bil proti sodelovanju, tudi ti najbolj grobi komentatorji ali pa uporabniki sovražnega govora v slovenskem mediju, ki so ga grobo napadli takrat, ko je angažiral recimo bivšega znanjega ministra, kot da bi bil to, ne vem, kakšen škandal. Oni ga zdaj najbolj kritizirajo. Prej so mu v veliki meri dopovedovali, naj dela tisto, kar je dejansko delal in kar je zavozilo razvoj Slovenije. Danes pa je on naenkrat za vse kriv in ti iščejo neke druge rešitelje. To je, kljub temu, da sem rekel, da jaz nisem njegov simpatizer, se mi vseeno želodec obrača, ko spremljam to situacijo. Zdaj, grozi celo SD-o, da na meji stopa v parlament, podobna situacija je tudi z LDS-om pa Zaresom, potem praktično po zadnjih meritvah javnega mnenja, v bistvu bi v parlament prišli vi, to se pravi stranka SDS, lista Zorana Jankovića, Gregor Virant, pa mogoče SD, SLS in Desus. Kako se bo po vašem končal ta spopad ne za prva 3 mesta ali pa 4, ampak predvsem v tem drugem delu? Ne vem, kako se bo ta spopad končal, ker o tem bodo odločali volivke in volivci. Mislim pa, da je cilj tega ozadja, ki je očitno
pripravljalo te scenarije drugače. Zdaj, gospod Janković seveda ne more dobiti tukaj večine za sestavo vlade, zato bodo v zadnji fazi kampanje skušali temu dodajati. Te stranke, ki lahko pridejo čez parlament, in vsa ta nervoza in depresija in se to, kar zdaj spremljamo, je po moje samo en del načrta. Tistega načrta, ki se imenuje preliti čim več glasov tako imenovane levice gospodu Jankoviću, ki seveda ni nobena levica po svojem profilu, potem pa vendarle delati neko splošno kampanjo, ki bi omogočila, da tudi te male stranke zdaj, bivšega KGB trojčka, pridejo v državni zbor in da to znese pač čim več. In ni izključeno, da bomo spet spremljali zadnji teden volilne kampanje na Prešernovem trgu podobne prizore, ko se bodo tisti, ki zdaj en drugega obtožuje, da si kradejo glasove in poslance, ponovno padli v objem in bodo navzven kazali veliko sodelovanje. Zdaj, mislim, če gledamo zdaj politično prizorišče, sta pravzaprav sposobna, če smo zelo realni, voditi državo vi na eni strani SDS, ki ima program, ki je stranka, in na drugi strani Zoran Janković, vendar le verjetno ima te mandatarske sposobnosti in vidva si zanimivo nista konkurenta, v bistvu vsak pač pobira določene glasove z leve in z desne. Problem nastaja z Gregorjem Virantom, v bistvu. Mislim, predvsem glede na vaše ambicije, da, ne vem, koliko so te informacije točne, ampak da niste pripravljeni za vsako ceno sprejeti mandata, v bistvu, če ni to trden mandat, v bistvu naslednji mandat. Ja, to drži. Drži tudi pri vsakemu drugemu, ne glede na to, kaj zdaj misli, ki bi prevzel ta mandat brez neke trdne koalicije, razumske koalicije, ki bi vedela, kaj jo čaka in ki bi bila na to pripravljena. Jaz trenutno ne vidim, kakorkoli, seveda moje mnenje ni objektivno, ker govorimo o politični konkurenci, ampak ne vidim nekih resnih nastavkov takšnega razmišljanja v katerikoli drugi večji stranki, ali še posebej ne v teh listah, ki imajo tak imena, ki bolj spominjajo na imena narodno-zabavnih ansamblov. In bi jih težko dali v kakšno evropsko primerjavo, ampak to je manj pomembno. Bolj pomembno je, da imamo mi tukaj program, na katerem smo delali več kot 2 leti. Več kot 500 strokovnjakov je delalo na tem, na različnih področjih, kjer smo nekatere rešitve predlagali že tekom mandata, ker smo včeraj oziroma predvčerajšnjem na vrhu slovenskega gospodarstva videli, da je to v veliki meri, ko gre za gospodarski del, tisto, kar je nek racio, kar danes pravzaprav vsi, ki v gospodarstvu delajo, smatrajo za potrebno. Imamo 10 ukrepov, ki smo jih pripravljeni in sposobni narediti takoj v prvih 100 dneh volitev in ki so potrebni za to, da se ta padec zaustavi. In imamo razdelanih 100 najpomembnejših ukrepov za celoten mandat. Imamo tudi vse izračune, ki so v ta namen potrebni. Imamo kot edina stranka v Sloveniji daleč večinsko podporo Evropske unije, ključnih evropskih voditeljev in evropskih institucij, ker smo si kredibilnost ustvarili leta 2008 in oni vedo, kaj mi smo. In to je nekaj, kar lahko primeš v roke. Na drugi strani imate 2 listi, ki sta programe napisali čez noč. Nekaj teh stvari, ki je v našem programu, se je znašlo tudi povsod drugot. Mi smo to predstavili julija in očitno je bila to neka samopostrežna. Nimamo nič proti temu. Vsak, ki prepiše kaj pametnega iz našega programa, dobrodošel. Se ne bomo prepirali okrog tega. Vendar pa je bistveno drugače, če ti sam prideš do nečesa, do neke rešitve, če imaš tudi že neke izkušnje. Mi smo končno 4 leta vodili vlado, tudi Evropsko unijo, vemo približno, kakšna je situacija zdaj brez tega olepšavanja in predvolilnega sajanja rožic. Na drugi strani pa nekoga, ki ima sicer nek entuziazem in
ki je skupaj spravil neke teoretične premise nekega programa, ne ve pa dobro, kaj to je. In jaz bi si želel, da je teh realnih nastavkov pa realnih pogledov na prihodnost bistveno več. Jaz tudi upam, da bo ta volilna kampanja... Da se bo ta balon medijskega šova, ja. Okrog nastajanja novih list, da se bo razkadil in da... Ne, razkadil se bo, ne vemo pa kdaj. Če se bo razkadil šele 5. decembra, bo to prepozno, ker prišla bo kruta realnost. Tudi ta odločitev za predčasne volitve decembra ali pa odločitev za glasovanje o nezaupnici v tajmingu, ki je pripeljal do predčasnih volitev decembra, je velik hendikep za nas vse skupaj. Ko smo poslušali gospodarstvenike, ali pa ko jih poslušamo v zadnjem času, si noben ne predstavlja, da bi razvojni načrt svojega podjetja za leto 2012 začel delati februarja leta 2012. Pa načrt prodaje, pa načrt proizvodnje. Takšno podjetje bi propadlo. In natančno po teh vzorcih se obnaša Slovenija. Mi bomo dobili vlado po novem letu. 1. januarja leta 2012 se bo začelo novo proračunsko leto. Za to leto imamo popolnoma neustrezen proračun v večini elementov. Porabo, ki jo ne bomo mogli sfinancirati niti z dodatnim zadolževanjem, ki bo očitno še vedno nekaj časa potrebno, če nočemo sesut vseh družbenih podsistemov. In mi smo si samo s to nesrečno izbiro datuma predčasnih volitev v bistvu zavezali še en dodaten mlinski kamen okrog vratu, pa bi bila z nekim racionalnim dogovorom ali pa z tem, da bi se prisluhnilo pametnim predlogom, ki smo jih dajali že spomladi, temu možno izogniti. Mi bi danes že lahko imeli vlado, lahko imeli že sprejet proračun za naslednje leto, lahko bi se pogajali s socialnimi partnerji o ključnih rešitvah, ki jih je treba sprejeti še letos. Tako bo pa nov parlament imel za to morda 10 dni in je veliko vprašanje, če se bo dalo takrat kaj dogovoriti. Nove vlade pa ne bo. Jaz sem v tem studiu še pred parlamentarnimi počitnicami ponudil takrat največji vladni stranki roko. Vi se boste zagotovo spomnili, kot sem rekel. Ko sem opozarjal na ta čas in sem rekel, pristanite na predčasne volitve. Zdajle pripravljeni smo sodelovati tudi z vami, če to naredite, ker bo to zelo državotvorno dejanje. Do tega bo očitno tako prišlo. Boljše, da do tega pride organizirano, razumsko, kot pa na divje. Nič se ni zgodilo, počitnice so šle mimo. Vsak dan se je Slovenija dodatno zadolžila še za 10 milijonov in tudi danes, ko mi to govoriva, se je ta dolg povečal. Ne vlagamo to v kaj, kar bi dalo nazaj in situacija se slabša. In tukaj treba reči zelo odločno. Tisti v slovenskem političnem razredu, ki so izbrali ta timing, tisti, ki so peljali stvari v situacijo, v kateri smo, so neposredno odgovorni najmanj za 500 milijonov evrov, za katere nas bo bolela glava v manjku naslednje leto. Dobro, jaz predlagam samo, da narediva kratko pauzo, pa nadaljujeva po oglasih. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj, kakšne so pa pravzaprav možnosti po 4. decembru? Zdaj, gospod Janković je zavrnil možnost koalicije z vami, mislim, če sem si prav zapomnil citate, vi bi šli z njim v koalicijo, oziroma kakšno je sploh vaše mnenje o njem? Vendarle je drug tip, bi rekel, politika ali pa, če hočete, menedžerja, kot so bili to, recimo, ali gospod Pahor, gospa Kresalova ali pa gospod Golobič. Ja, drug tip zagotovo, veliko vprašanje, če je boljši. To bo pač prihodnost pokazala ali pa ne bo. To, da se vnaprej zavrača sodelovanje z nekom, ki je edini ponudil nek realen program, za prihodnost pove vse o tej ideološki zadrtosti tistih, ki se še vedno naslavljajo z tovarišicami in tovariši. S takšnim pristopom Slovenija ne bo napredovala in
to izključevanje v zadnjih 3 letih, neko je veliko znanja, ki smo ga plemenitili v času našega mandata in vodenja Evropske unije, ostalo ob strani oziroma smo ga dajali Poljakom in ostalim. Ta način obnašanja, arogantnosti, vodenja javnih zadev nas ne bo pripeljal iz krize, ampak v grški scenarij. Čez 3 leta, če se bo to nadaljevalo. Bi pa šli, recimo, če bi se neki realni nastavki v bistvu po volitvah, vi bi šli v tako koalicijo, če bi seveda z druge strani ne bi bilo tega zavračanja, recimo. Ne, se bojim, da te možnosti ne bo. Zaradi tega vam bom povedal en primer. Leta 2004, ko smo zmagali na parlamentarnih volitvah, smo jim ponudili sodelovanje vsem. Rekli smo, dobili smo 30%. Slovenija za neke resne korake k pospešitvi razvoja potrebuje čim močnejšo vlado. Pripravljeni smo sodelovati z vsemi, s katerimi bi se dogovorili o nekih programsko podobnih korakih, ki jih moramo izpeljati v mandatu. In smo se usedli z vsemi parlamentarnimi strankami, ko smo se pogajali s stranko gospoda Pahorja. In iz te stranke se zdaj selijo pač ključni ljudje gospodu Jankoviću, tudi Janković je takrat njih podpiral. Smo sedeli v naši poslanski skupini za mizo, jaz in nekaj mojih kolegic in kolegov iz stranke, na drugi strani gospod Pahor in nekaj njegovih sodelavcev. Nekaj njegovih poslancev je pa pred našo pisarno zbranim novinarjem, ki so čakali na izjave po tem sestanku, v kamero govorilo, da bodo izstopili iz stranke in poslanske skupine, ne če bodo šli v koalicijo, če bo šel Pahor v koalicijo z nami, ampak če se bo samo še enkrat dobil z nami. In ta ekskluzivizem se je zdaj preselil v stranko gospoda Jankovića in zaradi tega jaz verjamem, da on ne bo pripravljen sodelovati z nami in se s tem ne obremenjujemo, niti se ne ukvarjamo s tem. Nas pa to žalosti, ker ne zato, ker pač gre tukaj za gospoda Jankovića, ampak zato, ker slovenski politični in medijski prostor neko takšno izključevanje vnaprej kar merno jemlje in ima to za neko visoko kulturo obnašanja. Na drugi strani pa, bom rekel, njegovo konkurenco meri z povsem drugačnimi vatli. Ampak če bi pa ta realna možnost se postavila in če bi se pač po volitvah se drugače merijo stvari, v bistvu ne, takrat verjetno pa bi še enkrat razmislili, ne glede na besede, v bistvu ne, mislim. Mi smo pripravljeni po volitvah sodelovati z vsemi sposobnimi in poštenimi ljudmi, ki so kakorkoli pripravljeni, ne glede na svojo barvo ali pa prepričanje, morajo pa biti sposobni in osebno pošteni in so pripravljeni delati za dobro Slovenijo. Pa imate kakšne zadržke tu pri gospodu Jankoviću, mislim, ko pravite osebno pošteni, v bistvu? Tukaj so zadržki, ja. Absolutno so zadržki. Kakšne, recimo, mislim? Ne bi zdaj o tem, ker ja, vem. To so itak obdelane medijske teme in v tej fazi, ko je treba najprej razčistiti programe, to tudi ni pomembno. Ja, ko pa gre za izvajanje teh programov, je pa zelo pomembno, ali lahko ti sodeluješ z nekom, ki mu lahko zaupaš, z nekom, ki ti nekaj reče in drži besedo, ki se ne obnaša izključno pragmatično v tem smislu, da če je danes nekaj koristno zame, potem bom nekaj obljubil, če pa jutri to ne bo več koristno zame, bom pa požaril besedo. Mi nismo za takšno politiko in bi imeli težave sodelovati s takšnimi posamezniki in seveda predvsem je važno, da v takšnem projektu, kot je recimo vodenje vlade, vidiš kredibilne partnerje v tem smislu, da so ljudje pripravljeni delati za skupno korist, ne pa predvsem zase. In tukaj je to vprašanje učinkovitosti pomembno z obeh vidikov. Jaz verjamem, da je veliko ljudi v Sloveniji, on vključno, biti sposoben, da je sposoben biti zelo učinkovit, ko gre za njegove koristi. Ko pa gre za javne koristi in ko gre za sposobnost, da se loči osebne pa javne koristi, pa
tam jaz te sposobnosti nisem videl. Če se to iz nivoja nekega podjetja ali pa z nivoja neke lokalne skupnosti preseli na državni nivo, v situaciji, kakršno Slovenijo čaka, potem smo lahko na tem zelo zaskrbljeni. Ne trdim pa, da na njegovi ali pa na številnih drugih listah ali v strankah, če bodo prišli v parlament, ne bo sposobnih ljudi, ki bodo izpolnjevali ta kriterij sposobnosti in osebnega poštenja, in zaradi tega mi vnaprej ne postavljamo nobenih ekskluzivističnih zahtev glede sodelovanja. Ampak tu ste pravzaprav pred isto dilemo pri gospodu Virantu, v bistvu, zdaj ne bom šel nazaj v tiste prve reakcije SDS-a oziroma vaše, ki so bile zapisane, da je to zahrbtno dejanje, kar je naredil, ampak tu boste imeli podobno dilemo, v bistvu, ali sodelovati z nekom, ki je po oceni pač vaše stranke, ali ne poznam točno vaših osebnih stališč glede tega, boste verjetno imeli iste pomisleke pri tem. No, tukaj težave zagotovo so, vendar jaz javno tega njegovega koraka nisem komentiral. To je res, ja, v bistvu, Tudi nihče drug v imenu stranke. Obvestilo, ki smo ga objavili, oziroma pojasnilo, ki smo ga po tistem šoku objavili, mislim, da 10. ali 11. oktobra, je bila stranka dolžna objaviti zaradi tega, ker zaradi članstva in volivcev? Kredibilnosti oziroma zaradi poštenosti do javnosti, ne nazadnje tudi do članstva in do ljudi, ki delajo desetletja v stranki, ker je naenkrat se razširilo neko prepričanje, da je to nek trik, da je to dogovorjeno, da je to nova mreža za lovljenje. Da ste si vidva pravzaprav osebno volivcev, večina ni mogla verjeti, da nekdo, ki je še en teden prej predstavljal program stranke in ki je vsak teden sedel na seji naše vlade v senci oziroma strokovnega sveta, zdaj najavlja svojo listo in da čez noč najdu takšne velike razlike, da se ne more več sodelovati. Ampak potem, ko smo mi to pojasnilo objavili, in to je bilo nujno, jaz ne vem, kako ne bi drugače ravnali, nihče več tega ni komentiral in se tudi zdaj ne želimo ukvarjati z gospodom Virantom. Njega bodo ocenili volivci, vključno s tem ravnanjem, in to bo tista merodajna sodba. Nas pa seveda zanima, kaj bo vsa ta nova ponudba, ki ne predstavlja novih obrazov. Gospod Janković je na politični sceni že dolgo, gospod Virant je bil v Bajukovi vladi, je bil v Drnovškovi vladi, je bil v Ropovi vladi, je bil v naši vladi, se pravi v 4 vladah, ali minister ali državni sekretar. Se pravi, ne gre za nove obraze, gre pa za stare obraze pod krinko oziroma pod naslovi novih list oziroma strank z neprav, bom rekel, izvirnimi imeni oziroma nazivi. In zdaj je ta ponudba tukaj. Tisto, kar nas prvenstveno v zvezi z njo zanima, je, kakšna je. Se pravi, kakšne konkretne rešitve imajo tisti, ki se borijo za naklonjenost volivcev za čas po 4. decembru. Mene ne zanima plakati, pa barve, pa imena, pa vse to, kar bo zdaj del tega medijskega šova. Zanima me tisto, kar je realno. In to sta 2 stvari. Prvič, njihova ocena stanja, situacija, ki nas čaka, ki je resna. Nima smisla tukaj saditi rožic, dlje si bomo zatiskali oči, večjo problem. Drugo pa je, kakšne so rešitve in koliko so te rešitve primerljive oziroma kompatibilne z našimi. In predvsem me zanima, kakšne so rešitve za prvih 100 dni. Recimo, mi smo pripravljeni, ne samo programsko, ampak tudi kadrovsko, tako da mi ne rabimo niti enega tedna uvajanja. Mi lahko začnemo funkcionirati naslednji dan po volitvah v okviru državnega zbora in naslednjo sekundo po prisegi vlade z konkretnimi ukrepi. Pripravljenih imamo več kot 50 najnujnejših zakonov, ki so napisani, ki jih lahko damo takoj v proceduro, bodi si v parlament, bodi si v usklajevanje z socialnimi partnerji v okviru socialnega
sveta. Te liste, ki so nastale čez noč, ne, kjer se do ustanovnega kongresa še pisali programe, ne, tega realnega pogleda zaenkrat po mojem mnenju nimajo. Ne. Jaz upam, da se bodo malo temu približali v času kampanje, ker sicer boste lahko dobili po naslednjih volitvah vlado sestavljeno iz 4-5 strank, ki jo najprej potrebovalo neskončno dolgo časa, da bodo sploh sestavili neko koalicijsko pogodbo, pa potem, da bodo določili neke prioritete, minil bo januar, februar, marec, dobili boste statistične podatke za prvo tromesečje, ki bodo katastrofalni, začeli se bodo spori v tej koaliciji, če bo 4-5 strank, ker bo vsaka imela neke svoje interese. In čez pol leta boste spremljali isto sliko, kot smo jo spremljali leta 2009, obtoževanje med sabo, razpadanje in tako dalje. Če bodo ljudje spet nasedli temu, potem ni treba imeti veliko domišljije, da si predstavljate situacijo, ki bo nastala. Bo natančno takšna, kot je bila zadnja 3 leta. Krajša doba koalicije. Ja, bo krajša doba in Slovenija bo bliže temu, kar se dogaja v Atenah. Ampak vendarle, v bistvu, če pri teh ekipah, recimo, zdaj gospod Virant ima gospoda Pavliho, gospoda Šušteršiča, recimo pa gospoda Pezdirja, ne, v bistvu, ne, gospod, mislim, da drugih, v bistvu, teh imen, oziroma Pipistrel, mislim, oziroma Pipistrel, gospoda Boscarola je podprl zadevo, ne, mislim, in zdaj, mogoče, če lahko to komentirate, druga stvar pa kakšna, kje so tisti ključni ljudje, ki bodo pri vas vodili glavne resorje, ne, v bistvu, ne, oziroma, če je možno, o tem, ki bojo pravzaprav ministri. Vi ste rekli, da boste zmanjšali na 10, da bo to prva poteza, da boste zmanjšali število ministrstva na 10. No, najprej glede teh podpor, ne. Zdaj, mi imamo eno primerljivo situacijo tudi iz leta 2004, ko smo tudi imeli, ne, celo iste podpornike, ne, ki so rekli, mi vas podpiramo, bomo svetovali in tako naprej, ne bomo pošli ne na kandidatno listo, ne bomo šli ne v parlament, nismo se pripravljeni vključiti potem v funkcioniranje ekipe, vas bomo pa kritizirali, če boste delali kaj narobe. Ne. Takšnih je bilo leta 2004, takšnih naših podpornikov je bilo na desetine takih znanih imen. Od njih ni bilo nič, ne, pol. Ker ko se staviš vlado, rabiš ljudi, ki so se pripravljeni izpostaviti neposredno in da imaš nekoga tam nekje na Kozjanskem, ki ti je pripravljen sodelovati, to nič ne pomaga. Lahko ga daš strokovni svet, poslušaš enkrat na mesec njegove nasvete. Ampak, ja, če imaš pa tam nekega birokrata, ne, za ministra ali pa državnega sekretarja, ki podpisuje tisto, kar mu nižji uradniki nosijo na mizo, ne, imaš ti lahko še tako dobre svetovalce in boš samo vodil, ne, svoj resor v katastrofo, še posebej v situaciji, kakršna nas čaka. Ne. Ni problem narediti seznam 10 ljudi, tudi takšnih znanih, in se z njim hvaliti zdaj le pred volitvami. Ne. Problem je potem oblikovati sposobne ekipe, ki tisto izvajajo, ne, ki so dobiti ljudi, ki so pripravljeni delati za 2 ali pa za 3000 evrov, ne, in biti izpostavljeni kritiki in tako naprej. To je problem. Mi smo te ekipe in te ljudi zbirali 20 let. Mnogi so nas tudi razočarali vmes, ne, in so odpadli. Mnogi so bili prej zelo pošteni, ko so prišli na funkcije, ne, so se izkazali drugačni, ne, in smo se iz teh napak tudi veliko naučili, ne, imamo na nek način prečiščeno strukturo. Ne. Če ustanoviš listo ali pa stranko 2 meseca pred volitvami, se vse natepe. Ne. Bolj kažejo ankete dobro. No, ja, neki taki opciji, ne, bolj ta luč privabi, ne, razno-razna imena, tudi ljudi, ki so, po mojem mnenju, iskreno pripravljeni nekaj narediti, ampak še več takšnih, ki so bili že povsod. Ne. Ko sem jaz gledal tele ustanovne kongrese teh obeh list, ne,
sem videl mnogo obrazov, ki jih slovenska javnost sicer ne pozna, ne. Jaz jih pa poznam zato, ker so se tudi že nam prodajali. Velikokrat, ne. In tudi te razne naveze, recimo ta Prekmurska in tako naprej, pa z gospodom Raščanom in tako dalje, to so vsi hoteli že, bom rekel, v kompletu, ne, biti pri nas, ko smo bili v vladi, pa potem pri LDS-u, zdaj so šli gospodu Virantu. Zdaj bo šli gospoda Jankoviča, kaj mislite? Ne vem. Zaenkrat očitno stavijo na gospoda Viranta, ampak na naslednji rundi bo šli pa kakšni drugi listi. Oni imajo svoje osebne, lobistične, privatne interese, eni z svojimi podjetji, drugi s svojimi občinami, tretji s svojimi fakultetami, ne, in vse to se zdaj skuša zriniti v tiste strukture, ki so najmehkejše, ker je najlažje, ker ljudi ne poznajo. Se lahko zgodi, da bi, v bistvu, če se bo zgodilo to, da bi Virant pravzaprav zmagal na teh volitvah, ne, v bistvu, ali si predstavljate to situacijo, v bistvu, ne, mislim, kako bi izgledala v bistvu vlada potem oziroma država, mislim, kako bi izgledalo operativno vodenje države. Ja, tako, da bi razpisali natečaj za ministrska mesta, ker gospod Virant je na tem srečanju z gospodarstveniki dejal, da pač nekdo drug izbere. Ne. Poštenega menedžerja. Ja, pač jaz še nisem videl države, kjer bi na ta način sestavljali vlado, ker to na ta način pač ne funkcionira. Ne. Možno je te menedžerske prijeme v določeni meri uporabiti pri pač teh direktorskih mestih v javni upravi. Na tem ličnem nivoju, ker gre za politično odgovornost, ker gre za sposobnost vodenja, je pa to samo prodajanje megle. Nikjer to ne funkcionira. Poglejte nemško vlado, poglejte uspešno nizozemsko vlado, avstrijsko vlado, ali so imeli kje natečaje. Ne, nikjer. Ampak vendarle, v bistvu, mislim, druga stran verjetno je pa sposobna, ne, v bistvu, če bo predvsem potegnila kadre iz LDS-a, iz Zaresa, iz SD-a in verjetno tudi nekatere ljudi, ki pač zdaj niso bili politični, je sposobna neko ekipo oblikovati, ne, v bistvu konkurenčna. Mislim, gospod Jankovič je tu verjetno v drugačni poziciji, ne, v bistvu kot gospod Virant. Ja, zdaj v tej strukturi okrog gospoda Jankoviča je pač tudi veliko imen, ki so bila že povsod. Zdaj, ta selitev poslancev ali pa predvsem poslank iz vrst socialnih demokratov k njemu, je pač točno v tem okviru, ki ga je omenil tudi gospod Pahor. To so tisti, ki gredo k neki stranki, ki jim bolje kaže. Prevedrijan mandat tam, če zdržijo do konca mandata, potem pa gredo drugam. Zdaj, če so to neke nove sile, potem za Slovenijo ni rešitve. Kdo pa mislite, da bi lahko še od teh, mislim, koga ocenjujete, od teh ostalih strank, ki bo očitno pač na nek način kreirale v bistvu to politično sceno po volitvah, koga ocenjujete kot recimo, kaj jaz vem, možnega partnerja ali pa kot kompetentnega za vodenje države, recimo, od ostalih? S tem ne bi ukvarjal, tudi pač ne bi ravno zvenelo objektivno, če zdaj ocenjujem konkurenco na tem nivoju, tudi to zdaj ni pomembno. Tisto, kar se mi zdi v tem smislu pomembno ali pa zanimivo pokomentirati, je možnost, da dobimo ponovno veliko fragmentacijo slovenskega parlamenta, kjer boste potrebovali 4-5 strank za sestavo koalicije, ki v časih, ki prihajajo, že za te čase ne bi bila primerna, ampak v teh časih, ki prihajajo, pa bi bila to dodatna katastrofa. Tako da jaz tako pravim, slovensko volilno telo naj voli na teh volitvah jasno, ne razpršeno. Kdorkoli bo dobil odgovornost, mi mislimo, da imamo dober program in izkušnje, ki dokazujejo, da znamo, imamo evropsko podporo in tako dalje, ampak na koncu je odločitev od volivcev. Kakršnakoli že bo, naj bo jasno. Ker če boste dobili
v tej situaciji, ki je pred nami vlado, ki bo potrebovala 3 mesece, da bo sploh izpeljala prvo vsebinsko sejo, pa ki bo imela koalicijo, kjer bo treba do nemoglosti usklajevati rešitve, ki so na mizi, potem oni kamor prišli. Jaz sem bil pred dnevi na političnem vrhu Evropske unije oziroma Evropske ljudske stranke, kjer so nosilci vseh ključnih funkcij v Evropi in večina predsednikov vlad iz Evropske unije. In se je zelo jasno pokazalo, situacija, ki je ne samo pred Slovenijo v naslednjem letu, ampak tudi pred celotno Evropsko unijo, je resna. Noben si ne zatiska oči. Obstajajo za probleme, kot je dolžniška kriza, kot je ta situacija v Grčiji, pa v nekaterih drugih državah evropskega juga, rešitve. In te rešitve so na mizi, vemo, kaj je bilo treba narediti. Problem pa je, ker Evropska unija potrebuje za uskladitev spremembe k pogodbi, recimo od 1 leta do 3 let, svet se pa hitro spreminja in drugi igralci, recimo, v bistvu aneks pogodbe. Kitajska sprejme sistemski finančni zakon čez noč. V Združenih državah kljub kongresu in temu nadzoru in tako dalje, tudi 1 mesec. Pa 2-krat glasuje, če je potrebno, kot so na začetku finančne krize o isti stvari, in gre stvar naprej. Mi pa rabimo samo za en tak preprost amandma k pogodbi proceduro v 27 državah članicah. In to je nek problem, za katerega nimamo rešitve. Imamo konkretne rešitve za te ekonomske probleme in v primeru evra in v primeru teh zastojev pri gospodarski rasti, vendar je problem, kako jih implementirati. In isti problem je v Sloveniji. Sej obstaja visoka stopnja strinjanja, vsaj med dejavniki v gospodarstvu in večini politike, da so nekateri koraki nujni. Sem, če vi pol dobite koalicijo, ker ima najmanjša stranka moč, da jeziček na tehnici, bo branila svoj interes, bodi si enega ali drugega sloja in bo pač izsiljevala, blokirala rešitve in ne bomo nikamor prišli. Torej, boljše, kot da dobimo tako, bom rekel, fragmentirano koalicijo in vlado v naslednjem mandatu je, da dobimo čisto sliko eno ali drugo. Jaz bom to bistveno lažje sprejel, mislim, da bolj za Slovenijo, tudi če izgubimo, kot pa da nastane neka nejasna situacija, po kateri bomo šli čez 1 leto spet na volitve, vmes bomo pa pridelali še 3 milijarde evrov zadolžitev. Predlagam, da pogledamo kratke oglase, pa nadaljujejo. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj, če ostanemo, sej gremo na programske zadeve, ampak če ostanemo še pri tej politični analizi, verjetno bo zelo pomembno tudi, če bo Virant pač odločal oziroma njegova lista o tem, ali bo šla z gospodom Jankovićem ali z vami, kakšne poslance bo imela, mislim, kdo bo pravzaprav, ker po neki anketi menda, da polovica jih je za koalicijo z vami, polovica pa za koalicijo z Jankovićem. Kam se bo po vašem pravzaprav obrnila, oziroma če mogoče lahko analizirate, čeprav je težko, ker ne vemo rezultatov volitev. Težko je to analizirati in nihče tega ne mogo, dokler ne bo imen, ki bodo sestavljali naslednji parlament. Imamo pa eno takšno izkušnjo s to krilatico, ne levo, ne desno. V Sloveniji je kar en del volilnega telesa, ki pač misli, da nisi opredeljen neka opredelitev. Jaz mislim, da ni. Ampak obstaja, ne samo pri nas, ampak v vseh tranzicijskih državah, en znaten sloj, ki pač misli, da je treba ravnati pragmatično. Da ne sme biti niti pri republikancih, niti pri demokratih. Potem si predstavljajo marsikaj. Sej je več opcij, sej pri nas nista samo 2, jih je več, ampak opcija ne levo, ne desno pa v Evropi ne obstaja. V evropskem političnem prostoru ni nobene politične družine, ki bi ne imela nekih vrednostnih temeljev. So demokrati, so liberalci, Evropska ljudska stranka, so socialisti oziroma socialdemokrati, so zeleni.
ne, so še neke, bom rekel, manjše opcije, ampak vsi imajo neko vrednostni temelj. Ne levo, ne desno tega ni, to je pač nekih skrajnih sedežev tam na začelju Evropskega parlamenta in to je tudi že prva težava, veste, teh list. Ne. Slovenija je danes del evropskega prostora, del skupnega trga, pa tudi del skupnega evropskega političnega prostora. Ne. Volimo poslance v Evropski parlament, smo del evropskih svetov. Pred vsakim vrhom Evropske unije se recimo sestanemo predsedniki vlad ali vodje opozicije in ključni funkcionarji iz družine EPP in tam poteka glavna koordinacija. Tam dobiš vse informacije, tisti formalni Evropski svet, ker se formalno sprejemajo odločitve, tista je pol procedura. Usklajuje se tako kot v nacionalnih parlamentih v okviru političnih skupin. Če si ti odrezan od teh informacij, ti pojma nimaš, kaj bo naslednji dan. Lahko kličeš kakšne prijatelje, okoli, če ti kdo hoče povedati, sem običajno ti nihče ne pove. In tukaj moraš pripadati vsaj eni od teh treh, ali Evropski ljudski stranki, ki danes predstavlja skoraj 60%, 70% evropskega političnega prostora ali celo več, če bi zdaj gledali, v katerih državah ima vlade, socialistom, ki imajo zdaj samo še 4 ali 5 vlad, in liberalcem, ki so še malo nižje. Ampak izven tega ni resne politične sile v Evropi, kjer bi lahko kaj naredil za svojo državo, kjer bi prišel do potrebnih informacij, kjer bi lahko kredibilno odločil potem na formalnih sestavah institucij Evropske unije. Evropska unija je politična tvorba. In ti z ansamblom Franca Miheliča ne moreš iti v eno, se upravičujem, ker ansambl Franca Miheliča je dober ansambl. Zdaj bo praznoval obletnico in vse čestitke, ampak zdaj z istim pristopom ne iti v politično neko skupino, ker se ne prepozna nič od tega, je težko. Doma pa seveda za en del volilnega telesa je to po mojem mnenju atraktivno. Ni se ti treba opredeliti, jaz bom pragmatik, rečeš. Natančno isto kampanjo je šel Drnovšek na volitve leta 96, se rekli, ne levo, ne desno, na bolje. Takrat je delovalo s tem, da se je kasneje izkazalo, da vse rešitve v tem smislu, bodimo čim bolj pragmatični, niso bile najboljše, so bile pa še vedno boljše kot recimo zadnja 3 leta. Dobro. Zdaj, včeraj recimo na tem, oziroma na Brdu pri Kranju so gospodarstveniki zahtevali, da pač se najde predvsem, mislim, da milijarda evrov, da se da posojila gospodarstvo, oziroma da se pač nek zagon doseže. Mislim, zdaj odkot ta denar pravzaprav dobiti, v bistvu, ali z prodajo državnega premoženja, ali z davki. Mislim, kakšna je pravzaprav, če lahko zelo na kratko, vizija vaša, kako bi rešili ta kreditni krč in pravzaprav neke kratkoročne ukrepe, ki so potrebni v bistvu Odkot naj Slovenija dobi v bistvu ta denar, če vemo, da se brezposelnost povečuje, da so prihodki manjši, da se pravzaprav država zadolžuje in da javni dolg. Jaz sem skrbno poslušal te nastope gospodarstvenikov in predstavnikov gospodarske zbornice na tem vrhu gospodarstva in jaz mislim, da to ni bila zahteva gospodarstva, kar ste citirali, to je bila zahteva gospoda Petriča iz Kolektorja, ki je šla v to smer, dvigen davek oziroma DDV. No, to je tudi Jankovićev program. Za 2 odstotni točki Janković je predlagal eno, in zadolžiti se še za milijardo. Jaz sem ta poziv razumel kot neka dodatna podpora temu, kar je najavil gospod Janković na svojem kongresu. In jaz se ne strinjam ne z eno, ne z drugo. To, da bi direktno država dala še milijardo evrov delu slovenskega gospodarstva, ker tako je bilo rečeno tistim, ki pač največ izvažamo, itak ni možno po evropskih pravilih.
To bi bila nedovoljena državna pomoč in Podprli ste pa idejo slabe banke. Tega se ne da. Ne. Tisto, kar slovensko gospodarstvo, ne samo nekaj velikih podjetij, ampak celotna struktura, ne. Ker 20% zaposlenih v Sloveniji je zaposlenih v malih in srednjih podjetjih, ne v teh 3-4, ki se združujejo na vrhu te piramide v gospodarski zbornici. Skratka, oni potrebujejo normalno delovanje finančnega servisa. Ne. Slovenija mora narediti tisto, kar je Nemčija naredila že pred 3 leti ali Nizozemska in tako dalje. Mora usposobiti svoj bančni sistem, da deluje, oziroma bolj točno rečeno, 2-3 ključne banke, ki imajo največji tržni delež v Sloveniji, morajo prvič jasno povedati, kakšni so njihovi portfelji, koliko je dobrih in koliko je slabih naložb. Slabe naložbe je treba izločiti, jih dati na tako imenovano slabo banko, ampak hkrati, ko se naredi seznam teh slabih naložb, je treba začeti tudi ugotavljati odgovornost tistih, ki so jih sprejeli. Ker drugače bo to never-ending story. Tudi odgovornost vodstva bank, oziroma menedžerske strukture. Pa kreditnih odborov za vsako večje posojilo je v banki nek kreditni odbor, sestavljen iz konkretnih ljudi, sprejel neko odločitev. Recimo, da so se zmotili, ker tudi poslovne odločitve so možne in to se hitro vidi. Takega ne moreš pač klicati na odgovornost, ker to se lahko zgodi vsakmu. Je pa veliko takšnih odločitev, ko se niso zmotili. Ko so njihovi ekonomski svetovalci napisali, da to posojilo je tvegano, priporočamo, da ga banka ne daje. Pa so ljudje kljub temu glasovali zaradi političnih razlogov ali zaradi kakšnih klientelističnih interesov ali pa tudi zaradi korupcije. In to se da. To ugotavljanje odgovornosti se da začeti, ampak šele potem, ko se ve, kaj je dobro in kaj je slabo. Dokler se pa to ne ve, samični banki pa tega postopka ni možno začeti in toliko časa te banke tudi ne bodo funkcionirale, ker so notri ljudje, ki so krivi za to stanje, oni so zainteresirani, da jih seveda lastniki, kjer je tudi država zelo pomemben, dokapitalizira, da jim da nov svež denar davkoplačevalcev in to vsako leto. Tudi očiščenje bank, ustanovitev slabe banke pomeni seveda prevzeti del tega tveganja na ramena davkoplačevalcev. To je treba odkrito povedati. Tukaj ni rešitve, ki bi bila na mizi ali pa na voljo brez tega. Vendar bi to naredili samo enkrat in uveljavilo bi se odgovornost za to. Če pa tega ne naredimo, bomo po vsako leto pred zahtevami po dokapitalizaciji, po dodatnih 100 milijonov iz proračuna in tega ne bo nikoli konc. Poleg tega pa takšne banke še ne funkcionirajo in to je še pač 10-krat večja škoda, posredna, za samo gospodarstvo. In zaradi tega je ta ukrep eden od prvih 10, ki ga bomo mi naredili v prvih 100 dneh. In zameznitev porabe. Zato, da se požene gospodarstvo. Zdaj, recimo, kaj pa s to, prodajo državnega premoženja, zdaj je tu zanimivo, da je tu podobno stališče, kot ga ima gospod Janković za prodajo premoženja do 25% plus ena delnica. On pravi, da je treba najprej sanirati bistvo zadeve in jih potem prodati. Bistvo verjetno se bo takoj po volitvah postavilo vprašanje bistvo tega prodaje, oziroma odkot dobiti neko akumulacijo za zagon bistvo gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest, odkot dobiti kapital. Tukaj je ena teorija, druga je praksa. V teoriji je bilo seveda dobro in tudi mi imamo v programu, da bi se prodalo. Da se zniža državno lastništvo v teh bankah, infrastrukturi samo na četrtino, plus eno delnico, tako da imaš še vedno vpliv na strateške odločitve v tem smislu, da se sedeži teh institucij ne prenesejo kam drugam, da poslujejo tukaj, plačujejo davke tukaj, služijo pač interesom slovenskega gospodarstva. Ne pomeni pa to vpliva na poslovanje, na tekočo politiko, na kadrovanje in tako naprej. Tega se mora država itak znebiti, ne samo zaradi tega, ker je to škodljivo, ampak tudi, ker je to edini način, da se znebimo tega moralnega hazarda. Vse razni kasi in vse ostalo, to je samo zamegljevanje. Dokler bo država kadrovala, v gospodarstvu bo moralni hazard obstajal, nevarnost takšnega in drugačnega klientelizma
bo obstajala, to smo mi videli v našem mandatu, to se je pokazalo v vseh mandatih. Tega ne moreš kontrolirati, kot predsednik vlade. Tega ne moreš preprečiti, vedno nekdo odloča, in če je država lastnik, pol nekdo tam, ali na vrhu ali vmes, in to ni dobro. Znebiti se je treba tolikšnega dela lastništva, da nimaš več vpliva na neposredno upravljanje, kadrovanje in ostalo. Treba pa je obdržati, po mojem mnenju, še vedno nek strateški vpliv. Ja. Malo je teh podjetij, ker je to dejansko potrebno. No? Ampak, kot sem rekel prej, to je teorija, kajti v tem trenutku je problem tudi v tem, da na trgu ni ravno veliko kupcev. Ja, to je res. V bistvu ni glih najboljši čas za prodajo. Ja, in tisti, ki reče, jaz sem to vse naredil v pol leta, ne boš. Lahko boš dal po ceno, ampak tisti, ki bodo pa reševali. Recimo banke ne bodo za to in to upravičeno. Treba je tukaj poštevati tudi čas. Samo en konkreten primer, ki ga ljudje dobro razumejo. Mi smo imeli tak načrt že v našem mandatu. Recimo, imeli smo objavljen javni razpis, mednarodni javni razpis za prodajo določenega dela Telekoma. Prišle so že ponudbe in Slovenija bi takrat lahko naredila zelo dober posel. Delnica Telekoma je bila več kot 400 evrov. To je bilo, mislim, da leta 2007. Danes je, ne vem... Mislim, da nekih 6-krat manj. 6-krat manj. Mi smo morali ta razpis enostavno preklicati, zato ker sta dve stranki v koaliciji začeli nasprotovati, češ ne smemo prodati, to je nacionalni interes, pa ni šlo za prodaja pod 25%, samo do 25%. In z enim takšnim, z eno takšno situacijo, ki jo prinese takšna koalicija, ker te vsak lahko izsiljuje, je Slovenija čez noč zgubila milijardo evrov. Milijardo evrov smo zgubili. Takrat slovenski javni dolg bi lahko milijardo evrov manjši, če bi, pa ne bi nič takšnega zgubili, če bi stvari izpeljali racionalno in pametno. Pa je zaradi političnih razlogov nismo mogli. In zdaj je pač vprašanje, ali neko stvar prodati za vsako ceno ali ne. Tukaj, vsaj pri bankah, ta odločitev ne bo preprosta. Če jih bomo sanirali, potem bo treba zelo veliko truda vložiti v to, da bomo našli resne strateške partnerje, ki bodo ponudili realno ceno, s katerim se bo dalo kredibilno pogovarjati. Mislim, da se to da, ne da se pa to čez noč. Dobro, zdaj rekli ste, da boste zmanjšali število ministrstev na 10, ampak verjetno ljudi zanima predvsem, kako boste rešili vprašanje brezposelnosti, nekega gospodarskega zagona, v bistvu, s kateri bodo tisti pravzaprav prvi ukrepi, v bistvu. Oziroma, kakšna je vaša formula rešitve, v bistvu? Lahko vam najprej povem ukrepe, pa potem formulo ali pa obratno. Začniva s formulo. Zdaj, Slovenija je tako v ekonomskem kot političnem smislu relativno majhen prostor. Je kompliciran, ampak vseeno majhen. In nekatere stvari se da zelo preprosto izračunati. Ena od teh računic, ki veliko pove, je to, da bi danes ob, bom rekel, istem nivoju standarda ali pa plač ali pa prihodkov ne bilo nobenih težav niti v proračunu, niti v pokojninski blagajni, niti v zdravstveni blagajni, vse tri imajo izgube, če bi bilo 60 000 več zaposlenih. Če bi danes toliko zaposlenih, kot jih je bilo leta 2008, ob koncu našega mandata, bi toliko več ljudi vplačevalo vse te blagajne, toliko manj ljudi bilo brezposelnih in je bilo treba plačevati socialnih prispevkov. Toliko več ljudi bi bilo boljših, ne vem. Jaz mislim, da je kriza vzela približno polovica teh delovnih mest, približno polovica teh delovnih mest, kakšnih 30 000, pa to, da nismo nič naredili, da smo praktično zaspali. In zdaj iz tega, kar sem povedal, izhaja tudi rešitev. Rešitev tako za težave, ki jih imamo v gospodarstvu, kot v socialni politiki, je novo delovno mesto. Vsako novo delovno mesto je
kazalec ekonomskega uspeha v tistem podjetju, ki mislim seveda na delovna mesta v gospodarstvu. To je kazalec ekonomskega uspeha in napredka v tistem podjetju, kjer odprejo novo delovno mesto in to je tudi en socialni problem manj. To je zelo konkretna pomoč posamezniku, zelo humana, ki je rešil ta svoj socialni položaj. Hkrati je to nov davkoplačevalec, nov potrošnik, ki kupuje, ker nekaj zasluži in plačuje DDV in tako dalje. Zdaj, do tega bi se dalo v zadnjih 3 letih, do tega preobrata, bi se dalo enostavno priti, recimo, če bi samo polovico od teh 8 milijard, ki smo jih porabili, ki smo jih najeli in porabili iz rok usta, namenili za naložbe, če bi začeli graditi 3. razvojno os. To je milijardna investicija. Financirali bi jo zadolževanjem, ampak to smo se itak zadolžili. Velik del gradbene operative bi dobil delo. Ljudje na Koroškem, Dolenjskem, Posavju bi dobili cesto ali bi Posavju videli, da cesta prihaja. Na New Dealu, v bistvu, mislim, nekem... Ne, bil je možen. Veliki mer je bil možen v zadnjih 3 letih. Zdaj pa tega denarja ni več. Mi smo lahko leta 2009, ker je bila Slovenija zadolžena, druga najmanj zadolžena država v Evropski uniji, dobili še vedno zelo poceni kredite. Ampak zdaj pravijo... Danes so bistveno dražji, ampak še vedno nekaj manevrskega prostora obstaja, ker smo tam blizu 50, nismo pa še na 60% zadolžitve, kar je limit po Evropskem paktu stabilnosti in rasti in kar ti tudi bistveno podrži državno kreditiranje. Ker smo velik del tega manevrskega prostora zapravili, je edina rezerva, ki jo bo treba uporabiti, hočeš, nočeš, pocenitev funkcioniranja države. Funkcioniranje države je predrago. Zdaj smo slišali od gospodarstvenikov, ki so zračunali odstotke v milijarde, da smo leta 2008, ko je bilo stanje dobro, kakorkoli nas danes kritizirajo, še dolgo časa se bo Sloveniji kovcalo po rezultatih, kakršni so bili v obdobju 2004-2008. Delali smo tudi napake, ampak makroekonomski. Da ta vlada oziroma v vašem mandatu niste dovolj naredili, da bi bili pripravljeni na to krizo. Če ne bi mi takrat znižali našega javnega dolga, če ne bi izravnali proračuna, se tudi vlada gospoda Pahorja ne mogla tako zadolževati. Tako da mi smo jim pustili velik manevrski prostor, velike rezerve in zelo polne kašče. Bi bili danes blizu grškega scenarija? Kar se tega tiče. Če ne bi bilo tega, bi bili danes že čez 60% in bi bilo vse drugače in mandat gospoda Pahorja se ne bi končal na 3/4, ampak na 1/2. Ampak da končam. Edina rezerva, ki jo imamo, ki imajo tudi vse druge države, ki so v podobni ali v slabši situaciji, je, da se poceni funkcioniranje države. Slovenija lahko še vedno to izpelje na relativno neboleč način. Z reorganizacijo, z prestrukturiranjem in z hkratnim zagonom gospodarske rasti. Ker potem ne bo šlo za vprašanje, ki se zdaj najbolj pojavlja v ospredje, češ, boste skrčili državno upravo in paradržavne službe in bo še 10-20 tisoč ljudi, če bodo tam zgubili delo, brezposelnih. To seveda ni rešitev, ker to problem samo delno reši, zmanjšajo se stroški funkcioniranja in vse ostalo, ampak na drugi strani dobiš nove množice brezposelnih, ki zahtevajo socialne transfere. Zdaj, če skrajšam, rešitev, poenostavljeno rečeno, je v številki 50 tisoč krat 3. Slovensko gospodarstvo mora s pomočjo države, z vsemi temi olajšavami, z debirokratizacijo, z zmanjšanjem stroškov dela, ustvariti v bližnji prihodnosti novih 50 tisoč delovnih mest. Hkrati se pa mora za tiste, ki so danes brezposelni, pa za mlade, ki imajo izobrazbo, pa ne morejo dobiti dela in niso bili še nikoli zaposleni sploh. Ali pa so na nekih priložnostih slabo plačanih delih, kjer niti ne varčujejo za stanovanje, za pokojnino ali vplačujejo zdravstveno blagajno za zdravstveno zavarovanje. Hkrati
pa je potrebno približno 50.000 delovnih mest, ki so danes v državnem in paradržavnem sektorju, ne, ker ta je tudi zelo velik, ne spraviti na zavod za zaposlovanje, ne, ampak v gospodarstvo. In to trojno, ne, prestrukturirane, izraženo v številki 3x50.000, je ključ do naše rešitve. Ne. Ko bo v Sloveniji kakšnih 40-50.000 ljudi manj zaposlenih v paradržavnem in državnem sektorju, ko bomo tudi izpeljali to privatizacijo gospodarstva tako, kot se spodobi, in ko bo v gospodarstvu 50.000 novih delovnih mest in še 50.000 preseljenih, bodo vse javne blagajne polne, bo standard ponovno rastel, bodo rasle plače, se bodo pokojnine brez vsakih problemov lahko usklajevale s plačami, imeli bomo dovolj denarja, tudi če bodo nižje davčne stopnje za zdravstvo in za vse. Ne. Vendar pa je treba priti do tega se ne da priti čez noč, kako priti je veliko dobrih praks in izkušenj iz Poljske, iz Nemčije, številnih drugih držav, ki smo jih preštudirali, so v teh naših 100 ukrepih. Je tudi zelo pomembno, kaj se naredi tako in imamo tudi te prioritete. Rabimo pa zato seveda inštrument, ki bo omogočil, da se odločamo v realnem času. Ne. Če boš imel koalicijo, ki bo rabila eno leto za to, da se uskladi o eni številki, ne, potem smo že mimo. Samo še, ker smo že pri koncu, samo še zadnje vprašanje. Greste mirno na te volitve? Zdaj, ta afera Patria je še vedno, mislim, sojenje poteka, oziroma zdi se, mislim, nekateri vse ocenjujejo, da ste se spremenili potem, ko se ta ko so se te nove stranke oziroma nova gibanja pojavili. Mislim, zanima me osebno, čisto stališče, ste pripravljeni na oba scenarija, v bistvu na teh volitvah? To je še najmanjši problem. Ne. Mislim, zame osebno, ne. Če to sprašujete. Ja. Če bi vprašali mojo ženo, pa je tu odgovor zelo jasen. Jaz grem na te volitve tudi z tem osebnim motivom, ker se mi zdi, da o teh stvareh nekaj vem. Ker se mi zdi, da v primerjavi z letom 2004, ko sem prvič prevzel vlado in ko so bile mnoge stvari zame neznanka, imam danes akumuliranega veliko znanja, ki ga v Sloveniji pravzaprav nima nihče drug. Imam tudi veliko naslovov, kamor lahko karkoli vprašam po Evropi. Imam podporo ključnih evropskih voditeljev in odprta vrata marsikje. Tudi v zadnjih 3 letih sem bil te možnosti pripravljen dati na uslugo državi, nihče tega, bom rekel, nihče se o tem niti ni maral pogovarjati. Iz slovenske javnosti je sploh izginilo omenjanje tega, da je Slovenija kdaj predsedovala Evropski uniji. Ko naše delegacije hodijo v druge države, sem videl par zabeležk. Prva stvar, ki jo tam vsi omenjajo, je to, da je bila Slovenija uspešna pri tem projektu. Pri nas, predsednik države nikomor od 3000 ljudi, ki so delali v tem za Slovenijo uspešnem projektu, ni podelil niti, bom rekel, nekega najnižjega odlikovanja. Ne mislim jaz nas, ampak mislim na vse tiste, ki so garali noč in dan, da bi nekaj dosegli. Skratka, jaz mislim, da lahko nekaj prispevam, vendar ne mislim, da sem jaz tisti, ki mora o tem odločiti ali pa da bom užaljen, če ljudje tega ne bodo videli. Volivci imajo na koncu vedno prav in zadnje 3 leta so pokazala, da nosiš posledice. Če izbereš neko opcijo, ki ni sposobna učinkovito in pošteno vladati, in natančno tako bo tudi naslednja 3 leta in tudi nič ne bomo imeli od tega, če bomo rekli, volivci so se pa zmotili, zdaj pa situacija še slabša. Jaz bom enako žalosten kot vi, ker bom čutil enake posledice, ne bom pa zagrenjen zaradi tega, ker bi mislil, da morate biti na oblasti na vsak način. Tudi se stranka ne imenuje po meni, ko jaz ne bom več vodil, bo nekdo drug, ki bo demokratično izbran, ne bomo imeli težave s tem
zdaj s tem ni nikakršnih problemov. Ne. So pa pred Slovenijo resni časi in če ne vem, jih jaz ne bi razumel, se morda niti ne bi šel več teh zadev. Kaj pa, samo še to, pa res zaključimo, ker smo presegli čas. Kaj pravite pa na to, na besede predsednika države, da ni nujno, da bo podelil mandat tistemu, ki bo prvi na volitvah? Ja, drugače je rekel, da bo dobro premislil. Ja, da bo dobro premislil, komu bo podelil. Jaz se s tem absolutno strinjam. Mislim, da bi bilo dobro, da bi tudi v vseh drugih primerih, ko je predsednik države kaj rekel ali pa naredil, dobro premislil. Dobro. Jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vroči stol. Želim seveda veliko uspehov. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.